Pomislite malo, kaj je to v vašem življenju najbolj dragoceno, da brez tega ne morete preživeti. Kolegi in kolegice, zdravniki in zdravnice so me pogosto vprašali, kdaj je ta pravi moment, da povem pacientu, da ima diabetes, da ima raka, da ima avtoimuno bolezen. Ker tisti, ki se s komunikacijo resno ukvarjajo, vejo, da so to zelo občutljive situacije in da je timing ali občutek za čas zelo pomemben. In ga probajo prilagoditi. In takrat me vprašajo, kaj ti kot psihiater misliš, kdaj je ta pravi moment? Odgovor je nikoli. In potem je stiska. No, kaj pa zdaj? Pravim nič, ampak se moraš pomiriti s tem, da je informacija za pacienta šokantna. Posebej takrat, ko iz polnega zdravja naenkrat dobi informacijo, da bo v naslednjih 5 let, 5 dni ali do konca življenja živel z nečem, kar se reče bolezen. Naslednje vprašanje. Ok, zdaj si mi povedal, da bo verjetno šokiran ali šokirana. Pravim, ja. Kaj s tem početi? In takrat se začne vprašanje na temu, kako olajšati šok, kako prevenirati travmo, kako sploh človeka sprijazniti s tem, da je prispelo obdobje, ki od njega zahteva in dodatno energijo, in dodatno identiteto, in dodatno delo. Pogosto me diabetologi vprašajo, koliko časa rabi oseba, ki je prvič slišala, da ima diabetes v katerikoli obliki, da postane reguliran diabetični pacient. Kaj to pomeni? Da začne avtonomno skrbeti zase. In povprečje vam je tam nekje 3 leta pa pol. To je za večino mojih kolegov bil šok. Ker smo zdravniki in zdravnice naštimani na racionalno ugotovitev, intelektualno analizo, upravljanje s čustvi, ki po mnenju večine pelje do tega, da se človek začne kauzalno, vzročno, posledično obnašati in skrbeti za svoje zdravje. Žal temu ni tako. Večina naših pacientov, ljudi, ki so slišali, da imajo diagnozo, prva faza je zelo boleča in zaradi tega rečemo faza šoka. V fazi šoka ljudi doživijo marsikaj. Najbolj pogost je strah, panika, groza. Eni doživijo jezo, eni pobesnijo. Tako da ta mešanica čustev je normalen koktajl, da psihiatrija nas edino skrbi, koliko bo globoka, oziroma koliko bo močen strah, panika, groza ali jeza. In zdaj pridejo dobre novice. Naši pacienti, naše pacientke začnejo zelo hitro prihajati k sebi. To je ena od najbolj tveganih faz v zgodovini pacienta ali pacientke, ko začne prihajati k sebi. Ljudje se naenkrat počutijo boljše. In zdaj pride ena zelo katastrofalna ugotovitev. Saj to ni nič. Saj to ni nič je pogosto podprto z različnim populističnim knjigam, pristopi, različnim filozofijam, različnim religijam, ki probajo bolezen razložiti na drugačen način. In pogosto decidno trdijo, da zdravniki in zdravnice medicine sploh pojma nimajo, kaj zdravijo. To je zelo tolažilno in oseba, ki pride v tole fazo, začne iskati krajšo pot do tega, da postane spet takšna, kot je bila pred diagnozo. V tej fazi v življenju človeka rečemo faza zanikanja realnosti. Eni moji prijatelji rečejo, to je faza sanja svinja v koruzi. Kaj se to zgodi z nam takrat? Pa nič, nas možgani prenašajo naokrog. Kakšen inštrument uporabljajo naši možgani, da nas z dobrim namenom pomirijo? Ne pozabite, da je potupak odtlakovan z dobrimi nameni. Nam pošiljajo informacije, kako je pred diagnozo bilo fajn, kako smo uživali, kako smo bili sproščeni, kako smo bili brez zdravil, brez inzulina, brez tablet, brez diet in probajo, če se le da,
nas pravi, da skozi določene procese pridemo spet nazaj, da bo tako, kot je bilo včasih. In tem se reče zavajanje s preteklosti. Kolege takrat imajo zelo zahtevno obliko komunikacije s pacienti. Naenkrat vlečejo določene knjige, določene pristope, določene čajčke, pripravke, ki so jih kupili in ki piše, da bo absolutno zadeva poštimana in da bojo tako, kot so bili včasih. To zavajanje je zavajanje s preteklostjo in možgani zelo pogosto uporabijo preteklost kot mamilo. Ne pozabite, ko začnete vrteti slike iz preteklosti, lahko pride do endorfinov, do serotoninov, padajo adrenalin, pada kortizol in ljudi začnejo lepo sanjariti, kako je včasih bilo lepo. Ta faza zavajanja, to je zelo podobno, kot doživeli ste nevihto, bi rekli na Primorskem tramontano ali nevero, in se naenkrat znajdete v enem zalivčku, ki so lepo urejeni hotelčki, ki rečejo, ni nevere, vse je v redu, vse je urejeno. Boš dobil varen pristan, varen privez in boš pri nas užival in zate nikoli več never ne bo v življenju. Kaj se skriva v tej fazi, ki jo rečemo zanikanje realnosti? Zanikanje realnosti je za kar nekaj ljudi bilo zanimiva izkušnja, ker takrat so se počutili odlično. Recimo, jaz sem opažal tale fenomen pri igralcih. So prišli na predstavo in so bili recimo gripozni, vročina 39, komi živi. Moment, ko stopi na oder, naenkrat vidiš vrhunski performance. In takrat so rekli, da je oder zdravilen. Oder ni zdravilen, oder je zavajajoč. Kar po predstavi je vročina 41 in se zelo pogosto nadaljuje s pljučnico. In ta zavajanja človeka od strani lastnih možganov, ki nam obljubljajo, da bomo po zelo krajši poti prišli do zdravja, kot je bilo pred diagnozo, so za pacienta zelo nevarni. Diabetologi dobro vejo, da v tej fazi je kar neki kom. Ljudje ne girajo dieto, ne girajo sladkor, ne girajo inzulin, ne girajo, da mogoče pankreas ne deluje več in se začnejo ukvarjati z eni probajo z molitvijo, eni probajo z meditacijo, eni probajo in seveda adrenalin, ki je zame zelo nevarno mamilo, začne vplivati na človeka, da se počuti energetsko boljše. To, da se vi počutite energetsko boljše, nima nobene veze s pankreasom, slinavko. Če ne deluje, inzulina ni. In ta občutek se počutim boljše, je zelo zavajajoč do tega, da če to počnete 3 dni, 5 dni, 10 dni, lahko končate v komi. Še ena je nevarnost. Takrat bolj verjamemo sosedu kot zdravniku. Ja, sosedi pijo čajček, pa že dobro. Pojma nimate, a je sploh imel diabetes? Pojma nimate, še sploh imel avtoimuno bolezen, ampak je po čajčku bil odličen. In zaradi tih čajčkov kar nekaj ljudi je končalo v bistveno težji fazi bolezni, kot bi bilo, ko so se pravilno lotili tega. Še ena značilnost je v tej fazi komunikacije. Ljudje ne zanima, kaj je prav. In zanima jih, kdo ima prav. In to je prekletstvo komunikacije in s pacienti, posebej za tinejdžeri. Poznam muke staršev, ki so imeli tinejdžera diabetika, da je najhujša bila komunikacija. Zmeniti se do tega, da je mogoče potrebno slediti kakšnem. Ključno vprašanje, koliko faza obdobje samozavajanja traja? Odgovor je, lahko do konca življenja. Ta uporniški, tinejdžerski pristop je neki, ki se eni pacienti zataknejo in zaradi tega sebi naredijo škodo. Kaj se zgodi s tistimi, ki so, simbolično povedano, bolj inteligentni? Odgovor je stari Grki bi rekli, zaletijo se dovoljkrat z glavo v zid in ugotovijo, da je čelo že fajn razbito in krvavi in da je zid še vedno cel. In to je ta faza, po kateri se možgani hoče izogniti. To je faza frustracije. Naenkrat ugotoviš, da si bolan. Da je treba poskrbeti za metabolizem, za zdravila, za diete, za navade. Da je treba začeti redno vaditi. V tej fazi psihiatrije rečemo frustracije, nezadovoljstvo. Spet se pojavlja jeza, eni preklenjajo Boga, eni usodo, eni medicino,
eni pradetka, ki je imel diabetes. Različne zgodbe so. V tej fazi se začne nekaj, kar rečemo jamranje. Se jamramo o starih, dobrih časih, pred diabetesom, pred rakom, pred invalidnostjo. Tako da se pogosto naredijo klubi jamračev, ki jamrajo skupaj in se spominjajo starih, dobrih časov. Za nekaj časa te tole pomiri, ampak nima nobene veze z diabetesom. Jaz močno verjamem kot psihiater in psihoterapeut, da tvoje psihološko stanje zelo vpliva na potek bolezni. Ampak sem prepričan, da ni ključno zdravilo. Mi smo imeli čudeže, da so eni pacienti po uspešni psihoterapiji kažali izboljšanje osnovnih znakov. Ampak jaz redno kontaktiram diabetologa, onkologa, internistu, kardiologa, da vidimo, kaj se dogaja s somatiko, kaj se dogaja s psiho. Žal, možgani zavajajo iz psiho, ki je zelo atraktivna, ki lahko izhaja iz sveta domišljij. Tukaj lahko rečete komorkoli, karkoli, možgani to lahko sprejmejo kot ključno rešitev, zavedejo pacienta, ki sebi naredi dodatno škodo. Kaj je namen vsakega pacienta, da končno postane avtonomen, samostojen pacient, samostojna pacientka? Je, da gre skozi obup. Ta je kar. V psihiatriji, medicini, da sploh smo pripravljeni narediti karkoli, samo da se izognemo obupu pri pacientu. Točno vemo, pacient, ki obupa, zaradi stanja obupa začne padati imunni odgovor. Lahko se zmoti v kompletu hormonalna slika. V psihiatriji se bojimo obupa, kar se bojimo samomora. Obup je odličen uvod v samomor, v depresijo. Ampak tukaj imamo nekaj, kar je dobra novica, reče se konstruktivni obup. To se sliši malo paradoksalno. Kaj je namen? Da diabetični pacient obupa ne nad sabo, ne nad slinavko, ne nad smislom življenja, ampak da obupa nad preteklostjo. In ugotovi, nikoli več ne bo tako, kot je bilo. To so pretresljive ugotovitve. Ampak zame je prvi znak, da smo na ta pravi poti. Nehali smo se zavajati, počasi smo govorili o starih dobrih časih in na koncu smo ugotovili, nikoli več ne bo tako, kot je bilo. Jaz spomnim, ko me je novinarka vprašala v času korone, Željko, kdaj bo spet, kot je bilo pred korono? Sem rekel, nikoli. Je rekla, zdaj si me nokautiral. Nisem imel namen, sem te hotel konfrontirati z realnostjo. Nikoli več ne bo tako, kot je bilo pred korono. Me gleda, pravi, jako pomislim, vse izkušnje puščajo sledi. Spomnite se, nekaj časa smo se delali, da korona ni nič. Lahko se tu delate, da rak ni nič. Ampak bolezen nima komunikacijsko povezavo s tem, kaj se dogaja s celico, z metabolizmom, z mitohondrijami. Kaj se dogaja z metabolizmom D-vitamina? Kaj se dogaja s vsemi temi elementi, ki lahko zdravilno vplivajo na potek bolezni? Kaj, če obupam? Če obupaš nad preteklostjo, obstaja velika šansa, da se s preteklostjo boš poslovil. Spet ena zelo kritičnih faz v življenju enega diabetika, da se poslovi s preteklostjo in ugotovi, da ne bo več jedel enako hrano, kot jo je, da ne bo več živel, kot je, da mora vpeljati nova pravila, ki ga bojo zapeljali v avtonomno, zdravo, kvalitetno življenje. V psihiatriji imamo veliko tem na temo žalovanja, kako se žaluje. Ampak ljudi zelo pogosto ne vejo, kaj je strateški namen žalovanja. Strateški namen žalovanja je, da se dokončno poslovim s tem, kar terminalno izgubljam. Terminalno pomeni dokončno. Če je tvoj pankreas pregorel, se moraš posloviti s pankreasom. A bojo enkrat elektronski pankreasi, ne vem.
Tehnologija napreduje, že imamo pumpe, imamo marsikaj, kar imitira pankreas, ampak mojega pankreasa ne bo več. Mojih pljuč ne bo več. Moje kolena ne bo več. Odvisno, kaj smo poškodovali in kaj je bolano. In moment, ko ugotovim, da je čas, da se s tem poslovim, pridem v fazo, ki odpira popolnoma nova obzorja, in to je obzorje realnosti. Ki se začne, kako živeti z diabetesom, kako živeti z rakom, kako živeti z avtoimuno boleznijo, kako živeti z alergijo. To je faza razvoja, ki je vsem zelo všeč, in menedžerjem, in zdravnikom. Kaj naenkrat ljudi oživijo, postajajo radovedni, berejo, vprašajo po nasvetih, berejo protokole, prinesejo, preverjajo. Google je vsem na voljo, sam je žal ogromno napačnih informacij. Pravi, naenkrat imamo občutek, kot da smo hipi faza, smo radovedni, učimo se. Ja, pa to je nagrada, ki si imel vmes, ko te je napadal, pljuval, rekel, da pojma nimaš, ni kot je imel zdravila. Potem je ratal melanholičen, je ratal... Zdaj pride nagrada in ogromno sem slišal od mojih kolegov, a je možno pacienta nekako speljati, da pride takoj v fazo razvoja. Sem rekel, tem se tudi reče sanja svinja v koruzi. A res? Ja, kaj ostane vmes? Ja, komunikacija. Veliko prerekanja, občasno kreganja, konfrontacij in tvoje razumevanje, da to, kar pacient doživlja, je popolnoma normalna faza v njegovi ali njeni zgodovini. In zdaj pride še eno vprašanje, ki sem ga slišal x-krat. A je tebi, ki o tem veliko veš, lažje, če doživiš enako usodo, enako diagnozo, enako? Moj odgovor je ne. Sem šel posebej v zadnje čase skozi zelo hude faze, ker imamo hudo diagnozo v družini, in sem ugotovil, da točno grem po vseh korakih, ki jih učim zadnjih 30 let. Zakaj mi je bilo malo lažje? Ker približno vem, kaj mi se dogaja. In približno vem, da to, kar se mi dogaja, je bilo pričakovano, normalno, in da imam kar nekaj inštrumentov, kako se zboriti s tem. Tako da upanje, če veliko vemo, če ogromno obvladamo, bomo zaradi tega lažje šli skozi proces. Je zavajajoče. Najprej nas zavajajo možgani, pa nas zavajajo mediji, pa nas zavajajo ponudniki različnih instant rešitev. Imate kupe knjig, imate kupe takih pristopov, ki praktično ne vplivajo na glavno bolezen. Vplivajo na to, da se počutite boljše, da imate bolj delujoč metabolizem. Kako priti do tega, da si na koncu urejen, radi rečemo kronični bolnik? Prosim, da razumete to v pozitivnem aspektu. Največji uspeh onkologije, ko je rakasti pacient postal kronični bolnik. Kronični pomeni, da bo naslednjih 10 let, upanje je 5 vedno, živel s cikli, živel s tem, ampak bo živel. In s tem bi naredil en konec. Bi rekel pokojni Sokrat, ti kar naporno življenje. Da se moraš misliti, vse je nekako omejeno, vse je nekako v protokolih. Zakaj? Sokrat, ko je vprašal svoje učence, učenk ni imel, kaj je smisel življenja? Dobil različne odgovore. Domovina, ljubezen, družina, otroci. Rekel, pomislite malo, kaj je to v vašem življenju najbolj dragoceno, da brez tega ne morete preživeti. A je to že religijsko vprašanje? Pravi, ne, to je biološko vprašanje. To, kar je najbolj dragoceno v tvojem življenju, je tvoje življenje. Kar neki pacientov ne ugotovi tega, da to, da je živ, je življenjska nagrada. To vmes, da mora poskrbeti za zdravje, so umazane podrobnosti. Moj pokojni nono bi znal reči, kaj bi jaz brez sebe? Malo smo se nasmejali, pa sem mislil, ko sem bil majhen fantek, da je nono sebična oseba.
Nikoli ni bil. Je bil vedno širokega srca, vedno empatičen, vedno. Ampak nas je opozarjal, je treba poskrbeti, da ostaneš živ. Živa in potem narediti to, kar ti narekuje izbira je vaša. Medicina, nutricionistika, psihologija, to je vaša izbira. Jaz poznam pacijente, ki so naredili ogromno skozi molitev, skozi ples, skozi ajur, nič me ne moti. Sam da preverimo, če smo na ta pravi poti, da je diabetes pod kontrolo. Tako da moje ključno sporočilo za danes je: poslušajte mojega nonota, ostanite živi, za zdravje bomo poskrbeli vsi skupaj. Hvala.